Čeprav smo obiskali že več 100 objektov, v resnici še nismo naleteli na takšno zgodbo. Namesto prvotno zamišljene letne kuhinje v velikosti 20 do 30 kvadratnih metrov je tam zrasel lep objekt velik 10-krat toliko, kot je bilo sprva mišljeno. V resnici pa nas je v Mežico, kjer ta objekt stoji, pripeljala radovednost, kakšen je vrt, ki krasi njegovo okolico. Lastnikom, družini Lipovnik, se je ob nakupu starega objekta, ki je stal tik ob njihovi stanovanjski hiši, ponudila možnost za nadomestno gradnjo in ureditev lepega vrta. Načrtovanje novega objekta so zaupali arhitektu Boštjanu Času, zasnovo notranje opreme in ureditev okolice pa krajinski arhitektki Maji Lesjak. Zemljišče leži na bregu, na dvignjeni poziciji in ponuja lep pogled na okolico Mežice. Staro hišo so porušili, odstranili obstoječe rastlinje in na novo nastali prostor umestili pritličen objekt z vrtom in parkiriščem. Objekt sam je projektiral arhitekt Boštjan Čas, vi ste pravzaprav sodelovali z njim na več nivojih. Kako je to potekalo? To je bilo krasno sodelovanje, dopolnjevala sva ideje drug drugemu. Res pa je, da so se želje lastnikov iz meseca v mesec večale. Iz prvotne letne kuhinje smo prišli potem v nek malo večji objekt z mogoče dnevno sobo, potem je bilo treba umestiti kopalnico, zakaj pa ne bi imeli bazena. V eni fazi smo tudi, je bil predviden bazen, na to smo zaradi določenih zadržkov to misel opustili, umestili savno, še eno kopalnico in na kar smo ugotovili, da pravzaprav delamo samostojno bivalno enoto. In iz tega smo potem tudi izhajali, da je v končni fazi to možno uporabljati kot samostojen objekt. V območje, kjer je savna, je možno umestiti zakonsko posteljo. Sedaj je tudi že umeščena garderoba, kopalnica in z vsemi dodatnimi prostori postane to res en lep objekt za bivanje. Na vrtu najprej pritegnejo pogled umetelno oblikovana majhna drevesa, ki izhajajo iz Japonske. Drevesom z dolgoletnim obrezovanjem zadržujejo rast in s tem dosežejo, da jih lahko posadimo v manjše vrtove. Za razliko od znanih bonsajev, kar označuje miniaturna drevesa v posodah, so nivakiji namenjeni sajenju na prostem, na vrtu. Želja investitorjev je bila po umestitvi nivakijev, kar je edino pravilno v tem vrtu, saj so majhni, zanimivi, dajo tisto dodatno vrednost, ki je z večjimi drevesi tule niti ne bi mogli doseči, ker imamo manjše dimenzije vrta. Na prvi pogled na vrtu prevladuje drevnina in cvetočih okrasnih rastlin skoraj ni videti. Namreč vrt leži na dvignjeni lokaciji in s pogledi v daljavo vrt dejansko razširimo. Glede na majhnost vrta je bila to edina logična poteza in zato je bil izbor rastlin drugačen. Tak, ki ne ustavlja pogledov, ampak pogled teče naprej v krajino. So pa vsekako rastline kljub vsemu izbrane namensko, so zanimive zaradi svojih različnih struktur, tekstur, sprememb skozi letne čase. Navidezno monokromatski vrt ni tako monokromatski skozi letne čase, saj mu dajejo čar pahljačasti javorji, spremembo barve listov, okrasne trave so glavne trajnice, te s svojimi cvetovi in v jeseni in pa v zimskem času dajejo tudi svoj vrstni pečat in spremembo, zanimivost. Pogled bi ostal odprt, vendar bi se ustavil na tem obrobju parcele, kjer so rastline. Tako pa dosežemo to enovitnost. V bistvu se vrt zlije s krajino od zadaj in pogled seže dlje preko rastlin. Pri samih cvetočih rastlinah pa bi se nam ustavil prej. Pri snovanju novega objekta sta arhitekta izhajala s stališča, da bi bila tako nova stavba in vrt, kar se da povezana, enovita.
Hkrati sta morala upoštevati tudi naklon zemljišča, ki je narekoval dvonivojska tla v objektu. To je bila vizija od vsega začetka. Ta objekt je dejansko vrt in vrt je del objekta. To se s temi velikimi steklenimi površinami, ki se odprejo, tudi uresniči. Z nivojema smo dosegli ločen prostor, brez da bi postavljali neke stene ali druge elemente. S tem smo dobili cono z dnevno sobo, jedilnico in drugo sobo s kuhinjo. Prostor deluje bolj razgibano, tlak je zunaj in znotraj, pravzaprav po celem objektu enak, zaradi tega, da prostor teče od interierja v vrt, da se ta ločnica zunaj znotraj zabriše. Kakšno izhodišče pa so izbrali pri izboru baru notranjosti objekta? Minimalizem vsekakor v izboru barv, sive, bele, kar je bila tudi želja naročnikov, je bilo potrebno najti protivtež tej sterilnosti in to smo dosegli z umestitvijo nekaj več lesa. Les deluje pač naravno in zmehča vse te sterilne linije. Družina živi v hiši, ki stoji neposredno ob novem objektu. Zanimala nas je njuna plat zgodbe o nastanku tega novega dela. Kaj mu je botrovalo? Najprej je seveda želja po večjem vrtu, po letni kuhinji, ki pa je s časom postala to, kar vidimo danes. Se pravi, da je letna kuhinja najmanjši del tega objekta, vse ostalo je pa večje, drugačno. Potem smo zasteklili in ko smo začeli razmišljati, kaj vse bi dali not, smo ugotovili, da imamo premalo prostora v bivši garaži, kjer smo želeli dati kolesa, pa smo imeli eno staro savno, pa smo rekli, dajmo še savno not. Pa je žena ves čas likala v nekem majhnem prostoru. Sem jaz rekel, pa daj ti bomo dali pa še likalnico, naredili tam v starem objektu, pa bomo dali fitness, ki je bil prej, smo predstavili sem. In na ta način je nastalo to, kar je. Razumem. Tamle kraljuje biljardna miza, čigava zamisel je pa to, oziroma kako to, da je biljardna miza? Biljard je pravzaprav že od malega neka ljubezen najinega sina. Kamorkoli smo šli na dopust, je želel igrati biljard, vedno je gledal te krogle, ki se gibljajo. In smo potem nekako skupno rekli, če pa že imamo tako velik objekt, pa dajmo noče biljard, ker tudi jaz, zdaj pa še žena ga rada igra. No, Igor pa je zelo veliko časa preživi v fitnessu, zelo rad telovadi in mu je krasno to. Tudi sauna je zelo uporabna, sploh to prvo leto in zelo služi namenu ta prostor. Tudi druženja s prijatelji smo že imeli, nekako se je že začelo in zelo uživamo vsi v tem prostoru. Kako se vama zdi povezava vrt in ta objekt? Kako se vama sploh vrt zdi zdaj tak, kot je? Ja, lahko rečemo, da je sanjski, vse kar se nama naju tiče, nastal je čisto spontano, oziroma seveda po idejah arhitektke in arhitekta. Želja je bila moja, da bi imel en bonsaj, seveda sem še lepo izvedel, da bonsaj je manjša roža, ki je za notraj, zunaj so pa nivaki, to, kar je zunaj so nivaki. In potem smo šli seveda gledati, da rečem, kjer imajo vrt teh nivakijev. In jaz sem najprej želel, da bi imeli enega, zdaj imamo pa 4, ker so se nama toliko dopadli. Letno kuhinjo si človek predstavlja tam nekaj 10-20 kvadratov, pač tam tisti niz, kjer se peče in kuha, pa nekaj pol pomije. Sama letna kuhinja pravzaprav ni dosti večja, ampak koliko kvadratov je pa zdaj pravzaprav vse skupaj tole? Ja, sama kuhinja je zdaj 8, mogoče 10 kvadratov maksimalno. Mogoče bila prvotna ideja z vsem pohištvom, se pravi z sedežnom, maksimalno, kot ste rekel, 20-30 kvadratov. Danes je pa tu 220 kvadratov. Očitno se iz majhnosti kuhinje vidi, da jaz nisem nek kralj žara, ampak bolj uživač, ki rad je, pa mu bolj poredko kaj speče.